Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, toplo pozdravljeni, prisrčno dobrodošli na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ob prazniku Ljubljane, dnevu osvoboditve Ljubljane. In praznik naše ljube in ljubljene Ljubljane sovpada tudi z obletnico zmage nad fašizmom in nacizmom, dnevom Evrope in dnevom miru. V uvodu je, kot se za tak praznik spodobi, zazvenela slovenska himna. Besedilo Zdravljice bi morali imeti večkrat pred očmi, ker ti nas spominja in nas opominja na sožitje, sodelovanje in na spoštovanje. Žive naj vsi narodi, ki jih hrepene dočaka dan, ko kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da je oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Razlogov za praznovanje je mnogo. Ne le zaradi častitljive preteklosti, pač pa tudi zaradi dosežkov sedanjosti in vizije prihodnosti. Ljubljana je dobesedno vsako leto lepša, boljša in bolj prijazna. In o tem so z veseljem spregovorili tudi sodelujoči v kratkem filmu, ki si ga bomo zdaj ogledali. Spregovorili so iskreno in pristno, vsak iz svojega srca, s svojimi mislimi. Meni se zdi, da je prenova prinesla neko novo obdobje, manj gneče na hodnikih, več prostora za marsikatere dejavnosti je in seveda imamo sodobnejši pouk. Prenova Tržaške in njenih kolesarskih poti se mi zdi super, ker tako omogoča bolj varno vključenost v promet in se mi zdi, da se bo tako več ljudi odločalo za pot v službo ali pa v šolo s kolesom. Prenovljena Vila Zlatica je v prvi vrsti muzej posvečen Ivanu Hribarju. Ampak enako pomembno je tudi, da vse ta čudovit vrt in tudi vila prinaša Ljubljančanom novo kulturno prizorišče, nam, sodelavcem Foruma slovanskih kultur, pa krasno delovno okolje. Prenova in oživitev Cukrarne je zame ohranjanje njene bogate zgodovine. Sedaj pa je to modern prostor, kjer lahko ustvarjajo različni umetniki, umetnice. Upam, da bodo s svojimi deli privabili čim večje število gledalcev. Kot bivši vrhunski športnik in to telovadec, zdaj pa veliki promotor zdravega načina življenja, se navdušujem nad temi čudovitimi malimi telovadnicami na prostem in to v najlepšem mestu na svetu. Kot prostovoljko in študentko socialnega dela me ta projekt navdihuje in motivira. Daje mi navdih, da še naprej po svojih najboljših močeh prispevam družbi in pa povezanosti med mladimi in tudi med širšo skupnostjo. Ta iskrica v očeh otroka, s katero ponosno in veselo pove, da imajo zdaj najlepši in najboljši vrtec, mislim, da vse pove.
Lahko pa še izpostavim pridobitev dvigala, ki zelo prav pride vsem mamicam z vozički. Ja, soseska nam pomeni veliko, se nam ponuja veliko možnosti za rekreacijo, za sprostitev, zdaj imamo v bližini veliko parkov, pa tudi za najmlajše je zelo dobro poskrbljeno. Ne? Vrt mi v urbanem okolju omogoča pristen stik z naravo, druženje, delo z zemljo in seveda pridelavo lastne ekološke zelenjave. Izredno pozitivno vpliva pa tudi na mojo vnukinjo, ki se preko vrta spoznava z naravo. Kot prebivalec Ljubljane se rad sprehajam po mestnem jedru, še posebej po Hribarjevem nabrežju, ki je na novo prenovljen in se mi zdi, da s takšnimi manjšimi projekti Ljubljano lahko postavimo v bok k večjim evropskim prestolnicam. Po dolgih letih pričakovanj imamo končno novo sodobno zavetišče. Želim pa si, da bi dobilo čim prej zavetišče nove prostovoljce, sprehajalce, željo omogočiti prijetnejši dom zavetiškim psom. Hvala vsem, ki so nam dovolili, da posnamemo njihove misli in njihova občutja o Ljubljani in nekaterih pridobitvah v zadnjem letu. In v tej kratki filmski zgodbi smo videli le nekaj pridobitev v Ljubljane v zadnjem letu, več in podrobneje pa jih bo predstavil naš gostitelj, župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Vljudno vabljeni k slavnostnemu nagovoru, gospod župan. Spoštovane in drage nagrajenke, častne meščanke, častni meščani, spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, drage Ljubljančanke, Ljubljančani, kolegi, koleginice, sodelavke, sodelavci v tem prostoru in tudi v drugih prostorih v gradu. Čast in veselje nam je, da lahko pozdravimo predsednika Vrhovnega sodišča, Ljubljančana dobrodošel, da lahko pozdravimo tudi predsednika SAZU-ja, da lahko pozdravimo tudi našega rektorja Ljubljanske univerze in poleg danes predstavljam, imamo tudi dva ministra iz bivše vlade. Jaz sem navil za novo vlado, naredil vse, kar je možno, ampak ob tem sem pa ohranil tisto svojo misel, da s 5 ministri sem zelo dobro sodeloval zadnje 2 leti, to je gospod Koritnik, da imam prijatelja župana Trsta, gospod Pjaca, ki pripravlja srečanje. Da imam tudi prijatelja gospoda Miškovića iz Beograda, pa iz Zagreba gospoda Tedeske in ostale kolege, direktorje, dobrodošli oboje. Ne bi bilo tudi čas, da pozdravim predstavnike verskih skupnosti. Hvala lepa, da ste prišli. In ne se malo lotim tudi koalicije, kajti imam tu podpredsednico Gibanja Svobode, čestitke Marta, dobrodošla. In na drugi strani predsednico SD-ja, tovarišico Tanjo Fajon, dobrodošla in pa vse najboljše za rojstni dan. Kot vedno, moje veselje posebej, kajti dva predsednika, nekdanja predsednika te naše prelepe države sta z nami, dr. Danilo Türk, dobrodošel. In pa prvi predsednik in častni meščan, gospod Milan Kučan, dobrodošel. Deveti maj 1945, sončen dan, partizani so prišli v Ljubljano in osvobodili Ljubljano. Na ulicah, po slikah sodeč, veseli Ljubljančani, veseli ljudje, so pričakali tiste, ki so nam prinesli svobodo,
ki so bili na strani zaveznikov, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem. In tisto njihovo tovarištvo, junaštvo, to, da je veljala solidarnost, sodelovanje, nam je tudi danes v Ljubljani poduk. Isti datum je izbrala tudi Evropska unija za dan Evrope. Tudi Evropa je postala svobodna in zavezniki so prinesli mir in življenje v boljšo budučnost. Takrat smo rekli, ta dan se spominja na to, kot spomina naše hrabre borce po celi Evropi in kot opomin, da se nikoli več ne zgodi kaj podobnega. Mi želimo živeti mir in ne umirati za mir. In to, kar se danes dogaja v Ukrajini, je treba obsoditi. Ta poziv danes ne gre z te strani, da se oba predsednika usedeta in da govorita mir. Mir, da bomo imeli v Evropi budučnost, da se bomo ukvarjali s tistim, kar je potrebno. Namreč čaka nas kar velika kriza letos. Osebno menim, da virus je v nizkem štartu, da ni za vekom odšel. Energetska kriza ni v štartu, je že tu in zna se zgoditi tudi prehranska kriza. In vse to moramo biti pripravljeno in zato sem jaz vesel naše nove bodoče vlade, ki bo vodil dr. Robert Golob. Izjemen direktor, bo zelo dober predsednik vlade in eden od največjih strokovnjakov za energetiko v Evropi. In rekel bi, da v Ljubljani se je današnji dan proslava začela pred 14 dnevi, ko smo dobili rezultate na volitvah, ko je Republika Slovenija končno rekla ne Janezu Janši in njegovim poskusom delitve naroda, njegovim poskusom ustvarjanja sovraštva, tega, da ne spoštuje pravosodje, da uničuje svobodne medije in tudi z tega odra sporočam na nacionalko. Mi vsi smo Marcel in ostal bo v Studio City. Tako visok rezultat je prvič nagrada za dobro dosedanje delo, je pa obenem izjemno veliko obveznost za vse tisto, kar nas čaka, kajti vse to želimo nazaj. V Ljubljani smo dodatno posebno veseli še iz drugih razlogov. Nikoli več vodnega topa v ljubljanskih ulicah, nikoli več solzivca na ljubljanskih ulicah in v naših parkih in nikoli več ograj, ne na ulicah, ne ob meji in ne v glavah. In to je tudi naše sporočilo Ljubljane, mesta heroj, da želimo imeti svoje mesto, ki je najlepše na svetu. Ne bom ponavljal, da smo postali najboljša zmagovalka z nazivom Zelena prestolnica, da smo bila najboljša destinacija. Pa ko govorimo o tem, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, imam 4 razloge. Prvi razlog je, da je Ljubljana čisto mesto. Drugi, da smo zeleno mesto, kar 560 km2 zelene površine na prebivalca, kar je največ v Evropi. Ob tem imamo tudi največjo peš cono. Tretji razlog, smo najvarnejše mesto. Torej, če oba predsednika iščete lokacijo za dogovor, dobrodošli v Ljubljani. In tisto, kar je zame najbolj pomembno, v Ljubljani živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. In to je zame vodilo tudi za naprej, če naštejemo nekaj od teh 2400 projektov, pa bi mogoče malo probal vseh 200 našteti v lanskem letu, ampak toliko časa mi ne boste dali. Tisto, kar me najbolj veseli, da se nadaljuje projekt kanalizacije. Mi bomo pripeljali v 3 letih kanalizacijo kar 98% objektov, pred 15 leti je bilo samo 68%. Pri čemer tudi kanal C0, tisti, ki so proti pa razlagajo, da uničujemo pitno vodo, naj samo sporočim, da s tem ohranjamo pitno vodo. V Medvodah je zaključen 100%, v Vodicah 93%, obe občini sta gore vodno, glede na Ljubljano, in v Ljubljano smo na 75% kanala. Ampak dokončanjem kanala, ki je evropski projekt, ki je državni projekt in mestni projekt, ker smo vsi 3 investitorji, bomo zaprli kar 6400 greznic. In potem mi spet razlagajo, da bomo uničili pitno vodo. Projekt, kjer je treba zaomeniti, je tudi prenova 261 cest.
Na tolikih cestah delamo kanalizacijo, ko delamo kanalizacijo, delamo vse tisto, kar je potrebno. Gradimo nove kolesarske steze, nove pločnike. Ne vem, če bi se upali, če ne bi bilo pandemije, da zapremo isto leto tako Tržaško na jugu kot Dunajsko na severu. Pa smo naredili. Ne samo to, naredili smo tudi novo cesto dveh cesarjev, druge ne bom omenil, ampak ob tem smo posadili, poudarjam, ob teh cestah 1080 dreves. Vse tiste, ki imajo količko v sebe, so nova drevesa. In naredili smo tudi prenovljen trg MDB, ker imamo tudi spomenik ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije. In to je naš odnos do preteklosti. Na področju visokih gradenj, moje veselje v lanskem letu, kar 10 šol, 5 vrtcev. Vse naše šole, vsi naši šolski objekti so zdaj statično varni. Te so tudi požarno varni in pa energetsko varčni. Potem pri stanovanjih Novo Brdo ste videli, dodal bom, da se gradi Rakova Jelša, ki ima 156 stanovanj. Neprofitna stanovanja in če dodam še na področju kulture, največje veselje, največji projekt po mnenju poznavalcev je Cukrarna, objekt, ki je največja investicija na področju kulture v tej naši novi samostojni državi. In na področju športa začeli smo graditi olimpijski pogled bazen Ilirija. Moja kolegica Vika Potočnik je pred 20 leti postavila temeljni kamen in zdaj se to pač gradi. Lahko bi našteval še druge večje in manjše projekte, ampak se bom zgubil v tem, kaj omeniti, da ne bo kako žalil. Mene veseli, da smo poleg teh gradenj v tem času bili izjemno solidarni. Moja ekipa je najboljša na svetu in na okolju. Meni je ostalo samo še, da govorim, se slikam, kajti tako te, ki sedijo tu v tej dvorani, kot tisti, ki sedijo okrog po dvoranah, hvala lepa za vse, kar dajete mestu Ljubljana. Pa bi začel z našimi v vrtcih in osnovnih šolah. V tem času mi nismo nobenega odklonili. Tudi danes imamo 80 otrok iz Ukrajine v naših šolah. Pa če nadaljujem preko našega zdravstva, naših lekarn, pa če grem naprej kot v našem holdingu, se sprašujete, zakaj smo imeli v lanskem letu v energetiki 6,5 milijona izgube. Odgovor je preprost, ker nismo sledili temu drastičnemu dvigu cen plina in smo pustili naše Ljubljančane, da ohranimo vsaj neko primerno ceno. In LPP je imel tudi 2,5 milijona izgube, ampak LPP je predstavil včeraj nove avtobuse. Je pa dejstvo, da če ne voziš, nimaš prihodka in kdo razlaga, da je v Evropi kje bolje, ne ve, da pa nas za 1,3 evra se lahko voziš in menjaš avtobuse, obenem pustiš avto na park and ridih in prideš za isto ceno do centra ali kamor pač greš in greš tudi nazaj. Tako da je za Ljubljano bilo leto uspešno, treba tudi povedati, da smo se domenili, da ne bo v času epidemije odpuščanj, kajti če se bojiš za svoje zdravje, potem ne bojiš se še za svoje delovno mesto in da smo v bistvu vse naše zavode, razen teh dveh, sta naša podjetja končali leto z pozitivnimi številkami. Čestitam kolegice, kolegi direktorji in vašimi sodelavci. Tisto, kar nas čaka, kar se posebej veselim, pa bom šel samo skozi največje projekte. Torej, če začnem spet z gospodarstvom, to mi je malo bližje, nekako bi rekel, ampak zaključujemo letos prenovo oziroma izgradnjo nove plinsko-parne turbine na energetiki in poleg tega bomo začeli graditi sežigalnico. Treba povedati tudi to, da se ne skrivamo za tem, še vedno govorimo o tem, da bomo še bolj čisti, še bolj varni in tudi na vseh naših javnih objektov, ker bomo dobili soglasje, bomo postavili sončne panele. In če še dodam prenovo Ljubljanice, kjer je z državo projekt že sporazum podpisan, stane 35 milijonov evrov, bomo dobili 3 nove male hidrocentrale in bomo imeli krožno pot po Ljubljanici, se pravi do portala, kar me lažje sotoči in potem nazaj po Gruborjem prekopu. S tem, da bojo ladjice izključno lesene in pogon bo na sončne panele. In če smo se prej pripravljali, da rečemo, da zdaj, ker imamo 85% ogrevanja na premog iz Indonezije in ta pot iz Indonezije do Ljubljane ni brez izpustov.
ni primerna za ohranjanje planeta. In 15% biomase je naš cilj, da bomo čez 4 leta imeli 40% na plin in po 20% ostalo, kar sem naštel. In to bomo tudi naredili. Na področju kanalizacije, tu imamo tudi direktorja, ki je res skrbi za čisto pitno vodo, bomo končali to kanalizacijo, tako da bo ostale hiše brez kanalizacije samo na nekih višinskih točkah, ker jih ne moramo doseči. LPP, poleg avtobusov, ki jih imamo že 110 na stisnjen plin, od 212, ki vozi v mestnem prometu, bomo začeli tudi z novim avtobusom na plin, ki bo preizkušen na vodik, ki bo preizkušen zdaj v času Velocitija v Ljubljani in pa tudi nove električne avtobuse. Če se obrnem na naš stanovanjski sklad, kolega Ring ima velike načrte, čez 1000 neprofitnih stanovanj, od tega najlepša, najboljša lokacija in 361 stanovanj na Povšetu je bivša Snaga. In če veste, da z te lokacije grejo tudi zapori stran na Litijsko cesto, pa ta lokacija je izjemno lepa v Ljubljanici, elitna lokacija za neprofitna stanovanja. Če še grem tudi naprej, pa rečem, kaj bo novega v kulturi, torej objekt, ki se gradi, bo dokončan letos, odpre drugo leto rok, tega niti ne štejem več kot tisto, kar nas čaka, ampak moje veselje, da delamo miniplex pod Slovensko cesto in predvsem največji projekt kulture, ki bo zaključek naslednjega mandata, to je izgradnja Baragovega semenišča. Profesor Koželj je idejo našega znanega in edinega Plečnika, ki je zgrajeno samo v polovici, dogradil, tam dobijo prostore, pionirski dom in pa Slovensko mladinsko gledališče. Šport, čakamo gradbeno dovoljenje za novi bazen v Vevčah, računam začetek gradnje letos in čakamo gradbeno dovoljenje za atletski center Žak, tudi letos začetek. In čaka nas še plezalni center na Viču in nova hokejska dvorana, trenažna dvorana s curlingom pred Halo Tivoli. Zdaj imamo že svetovno prvenstvo. Olimpija šla v Champions League, vidim tu predsednika njihovega. Letos bomo imeli kar nekaj svetovnih tekmovanj, tako odbojki, glavna tekmovanja v hokeju in pa tudi košarki in rokometu ženskem, da ne bi kdo rekel za svoje dame pozabil. Tako da so nam plani izjemno, izjemno veliki, ampak nič me ne skrbi za te plane, ker vem, da ekipa, ki imam, je izjemno dobra in bo to z lahkoto naredila. Biti župan Ljubljane je lepo in lahko. Moje, da govorim, se slikam, vse ostalo teče tako, kot mora teči. Če bo nova vlada imela pol tako dobre ekipe, potem je uspeh, ki se ga vsi želimo, uspeh 2 mandatov zagotovljen. In da zaključim tistim, kar sem se tudi odločil. Drage Ljubljančanke in Ljubljančani, če ste bili z nami zadovoljni, če ste nam zaupali, smo pripravljeni prevzeti še en mandat. Torej, jeseni bomo skupaj z listo Zorana Jankovića spet na glasovnicah. Tudi tokrat posebej hvala vsem mestnim sveticam in mestnim svetnikom, pa ki izpostavljam listo Zorana Jankovića, ki ima večino za vse dobre sklepe sprejete, vse v dobro Ljubljane. Ljubljana in Republika morata sodelovati. Je samo eno glavno mesto in v tem sodelovanju vidim tako razvoj države kot razvoj Ljubljane. Tisto, kar sem pustil res za na konec, hvala komisiji, hvala predlagateljem, ko imamo spet izjemen izbor prejemnikov plaket, nagrad in pa častno meščanko in častnega meščana. Tudi tokrat se je pokazalo, da je to jagodni izbor. Naša častna meščanka je zapisala v intervjuju, dobili boste Ljubljano pri odhodu, da je presenečena, ker je dobila predlog in bila izbrana za častno meščanko
ker je kritična posebej do politikov. Ampak to je njena naloga. Kdor ni pripravljen sprejemati kritike, potem nima kaj delati na tem področju politike. Jaz vseeno mislim, da nisem politik, ampak delam na področju politike. In naš častni meščan je zanimiv, ne? Poznate ga tako vsi čez generacije, pravi, ne da je on poznal Hribarja, ampak Hribar je poznal njega. To je prej izjavil. Kajti častni meščan je pred 4 leti podprl gospoda Logarja za župana Ljubljane. In zato se posebej zahvaljujem Listi Zorana Jankovića, ker dokazuje spet eno stvar. Ni naših in vaših, smo vsi eno. Smo ljudje, ki moramo živeti skupaj in spoštovati vse različnosti. In to je tisto, kar imamo odgovor vsem. Ne? Tisti, ki so najboljši na svojem področju, ne rabijo se nič skrivati za katerimkoli dekretom ali kaj podobnega. Tako da čestitke obema, hvala, da ste sprejela to in boste v izjemno dobri družbi ostalih častnih meščank in meščanov. Drage gospe in gospodje, toršice in tovariši, Ljubljana mesto heroj danes slavi. Tudi prava pesem pride, kajti brez tega ne gremo. In čestitke vsem za 9. maj, dan zmage. Hvala Titovim partizankam, partizanom za to, da so nam dali svobodo, da živimo lahko v svoji lastni domovini. Hvala tudi našim osamosvojiteljem in željo, da gre ta razvoj tako v naši Republiki Sloveniji kot v Ljubljani naprej. Vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste prišli. Živela Ljubljana, najlepše mesto na svetu. Najlepša hvala za ta nagovor, spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Kot je povedal gospod župan, se lahko Ljubljana med mnogimi priznanji, nagradami in nazivi pohvali tudi s tem, da je najboljša zelena prestolnica v Evropi, jo imenujejo kar zeleni čudež. No in zdaj se bomo s pesmijo sprehodili oziroma malce zaplesali po zelenem Tivoliju. Znamenito uspešnico Magnifica v aranžmaju Tilna Slakana nam bo zdaj zapela Nuška Drašček ob spremljavi trobilnega kvinteta Šaka Bras. Gremo torej v Tivoli. Nisva videla, zdravo živjo in kako si kaj. Hvala Bogu, nisva se kaj dosti spremenila. Si morda razpoložen še kdaj, povabim te na kavo ali čaj. Lahko pa tudi kar tako se bo že zmenila. Vem, da zdaj nekje druge živiš, sem slišala, da ti odlično gre. Ampak zdi se mi, da še nisi me pozabil. Da takrat ni bil samo slučaj, da pomisliš name kdaj pa kdaj. Na istem mestu se lahko dobiva. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom čik tu čik gor čez Belvi. V Tivoli, da bova sama, le jaz in ti, kakor nekoč, naj naju vzame črna noč. Upam, da se kmalu vidiva, pazi nase in lepo se imej. Naj ti dam samo še en poljub za adijo.
pokliči kaj, ko boš imel spet čas. In če rad slišal bi moj glas, na istem mestu spet, amore mio. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala. Slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom čik to čik, gor čez Bellevue v Tivoli, da bova sama. Le jaz in ti, kakor nekoč, naj naju vzame črna noč. Na istem mestu spet, amore mio. La 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 la, 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 la 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 la. Gor čez Bellevue v Tivoli, da bova sama. Le jaz in ti, kakor nekoč, naj naju vzame črna noč. Upam, da se kmalu vidiva, smo slišali v pesmi in mislim, da se s to mislijo poslavljamo prav vsi, kadar odhajamo z naše ljubljene Ljubljane. Ja, trdno zagotovilo, da je Ljubljana res posebna, zanimiva in prijazna je dejstvo, da smo vanjo vsi zaljubljeni, Ljubljančani in gostje. Zgovorno je tudi dejstvo, da ime Ljubljana, če upoštevamo eno od etimoloških razlag, izhaja iz pridevnika ljubljena oziroma po Antonu Tomažu Linhartu Ljuba. In zdaj sledi slavnostni izkaz največjega spoštovanja našega mesta velikim osebnostim, skupinam, pomembnim ustanovam ter organizacijam. Nagrajeni bodo za svoj nepogrešljiv doprinos k življenju mesta. Najprej bomo razglasili prejemnike plaket Mestne občine Ljubljana. Prejemniki plaket boste ob koncu slavnostne seje prejeli tudi reliefni odtis grba Mestne občine Ljubljana, delo akademskega kiparja Petra Černeta. Zdaj, medtem ko se bomo poklonili vam, vašemu delu in dosežkom ter brali obrazložitve, pa lahko sproščeno uživate v dvorani. In gremo. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Ninu Batagelju. Nino Batagel, vedno poln idej in nasvetov, kako širši javnosti predstaviti pomen upoštevanja pravil v cestnem prometu, pomembno prispeva k večji varnosti cestnega prometa v Mestni občini Ljubljana. V sodelovanju z mestnim redarstvom je vložil veliko truda na področju izobraževanja mladih ter ozaveščanja javnosti prek spletnih družbenih omrežij in s pomočjo kratkih filmskih predstavitev. Njegovi pristopi so inovativni in proaktivni. Kot invalid dobro razume tudi problematiko udeležbe svoje ranljive skupine v prometu. Iskrene čestitke. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Beštek teatru. Mlada gledališka skupina z vnovično obuditvijo kulturne dejavnosti na območju četrtne skupnosti Posavje pomembno prispeva k tamkajšnjemu družabnemu življenju.
V svojem skoraj 10-letnem delovanju je uprizorila 6 predstav. Vsaka od teh je s ponovitvami pritegnila približno 500 gledalcev. Dejavnost njihovih članov obsega tudi organiziranje koncertov, razstav in gostovanja predstav drugih društev in ustvarjalcev. Nepogrešljivi so tudi pri tradicionalnem posavskem štehvanju. Kolektiv mladih, po večini študentov, povezujeta strast do ustvarjanja in bogatitve skupnosti ter ljubezen do kulturne dediščine. Čestitke! Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 magistru Bojanu Hajdinjaku. Zavzet in vztrajen je s svojim 16-letnim delovanjem veliko pripomogel k razvoju, graditvi in prepoznavnosti četrtne skupnosti Jarše, z izvedbo številnih projektov pa tudi k boljši kakovosti bivanja v njej. Zadnjih 12 let je tudi ambiciozen in sodelujoč predsednik sveta te skupnosti. V programe in projekte vključuje sokrajane, od najmlajših do najstarejših, ter jih medsebojno in sosedsko povezuje, hkrati pa skrbi za dialog s strokovnimi službami Mestne občine Ljubljana in državnimi ustanovami. S svojim pristopom, komunikacijo in posluhom za občane je odličen zgled tudi drugim četrtnim skupnostim. Iskrene čestitke! Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Mladinskemu domu Jarše. Plemenito strokovno delo tega javnega zavoda je namenjeno najranljivejši skupini otrok in mladostnikov v Ljubljani in njihovi okolici, žrtvam nasilja, zanemarjanja in zlorabe. Zaposleni si prizadevajo, da bi jim zagotovili razmere za uspešno šolanje in razvoj, njihovim družinam pa potrebno človeško in strokovno pomoč. V domu deluje tudi mobilna služba. Hvale vredne so pedagoške ambicije zaposlenih, saj dognana organizacija pouka omogoča najrazličnejše prilagoditve in spodbudno psihosocialno klimo, v stanovanjskih enotah pa odraščajoči najdejo varno in razumevajoče okolje, kar je dober temelj in izhodišče za njihovo poznejše, čim samostojnejše življenje. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 glasbeni skupini Noctiferia. Izvrstni metalci so v 25 letih ustvarjalnosti, raziskovanja in preizkušanja okvirov glasbenega žanra neustrašno podirali meje, velikokrat tudi svoje lastne. Za njimi je 7 studijskih plošč in številni koncerti, oboje odlikujejo raznolikost, svežina in izvirnost. V svoji karieri so pogosto orali ledino, o tem priča dolg seznam najrazličnejših prireditev in festivalov doma in v tujini, na katerih so nastopili. Nominirani so bili tudi za prestižne nagrade, predvsem pa jih ceni zvesto občinstvo, ki prepoznava njihov edinstveni pristop k metalni glasbi ter občuduje razvoj njihovega svojskega zvoka. Čestitke tudi skupini Noctiferia. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 patru Bogdanu Rusu. Duhovniku, ki živi svoje poslanstvo, je skrb za sočloveka primarna, a delovanje patra Bogdana Rusa v obdobju epidemije koronavirusne bolezni je presežno in plemenito v vseh ozirih. Spomnimo na njegovo skrb, najprej za dementnega sobrata in na prostovoljno delo na covidnih oddelkih ljubljanske poliklinike ter kasneje v splošni bolnišnici Šempeter. Tudi po 14 ur na dan je ljudi spodbujal, opogumljal in tolažil ter blažil
ublažil njihove stiske, ko so se poslavljali od življenja, deloval je tudi kot duhovni učitelj, a tega navzven ni poudarjal. Pater Bogdan Rus se podelitve ni udeležil, nagrado pa sprejema. Denarna sredstva, ki jih prejme ob nagradi, bo namenil Slovenski Karitas. Mestna občina Ljubljana podeljuje plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Slovenskemu mladinskemu gledališču. Prvo slovensko poklicno gledališče za otroke in mladino že dolgo ni več samo mladinsko in ne samo slovensko, saj že vrsto let ustvarja program, v katerem povezuje politično kritičnost in proaktivnost z inovativnimi ustvarjalnimi postopki in poetikami, ter nagovarja občinstvo vseh starosti. Hkrati pa je s svojim delovanjem vpeto v mednarodni prostor. Predstave Slovenskega mladinskega gledališča so v zadnjih letih kot vrhunske prepoznane na številnih festivalih doma in v tujini. Prek gledaliških mrež in povezav pa v našem mestu gostujejo vznemirljivi in pomembni tuji umetniki in produkcije. Ne smemo pozabiti, da brez mladinskega ne bi bilo izjemno uspešnega mestnega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V prejšnji sezoni pa so zagnali še pomemben ustvarjalno-učni proces Mlado-mladinsko. Iskrene čestitke tudi njim. Vsem vam, spoštovani prejemniki plaket, v čast in nam v veselje, pa naj zopet zazveni glasba. Ob legendarnem partizanskem pevskem zboru. Torej, ob legendarnem partizanskem pevskem zboru bo zapel prav tako legendarni Vlado Kreslin. Prisluhnili bomo pesmi, ki ni čudovita samo zaradi melodije, pač pa tudi zaradi resnične zgodbe, ki jo pripoveduje. Ja, zgodbe o tem, kako je dedova ura našla pot domov k naslednji generaciji. Hkrati pa pesem opozarja tudi na to, kako krute so igre vojne, v katerih padajo srca in križi. In nas tudi vpraša, komu še bije, komu še teče in komu zvoni. Tista zakartana ura, oziroma kot pravi Vlado Kreslin, vura, partizanski pevski zbor in Vlado. Je rekel beltinski urar, je odprl predal svoj urarni mojemu očetu. Eno srebrno žepno uro v roki. Znaš, kaj je to? Rekel moj oče. Vera. Ja, vera, samo čida vera. To je vera od tvojega oča. Ko od mojega oča. To je tvoj oče prinesel s Soške fronte in je potem čez 3 mesece zakartal v vlastni gostilni. In ta ura je tu že 70 let. Oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ustavi čas, da spomina brišeta prah in pokomentirata rojstno vas. Stari urar pa odprl je predal in pokazal na dno. Tam je tik takalo lesketajoče okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo, jo, vrge na mizo, komu karta ni šla.
potem pa jo nekdo prinesel je k meni in pozabil na njo. Ene par let po veliki prvi vojni je bilo. Padajo karte po mizi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Artilerija di kampanja se v srebru blešči. Zgodbo mi pravi o očetnjavi in gizdavu molči. Kaverni dobljena, o krčmi zgubljena, ura ne govori. Komu še bije, komu še teče in komu zvoni. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Hvala lepa. Hvala lepa Vladu Kreslinu in partizanskemu pevskemu zboru za glasbeni poklon tudi zgodovini. In po tej prvi svetovni vojni, o kateri je pel Vlado Kreslin, je v svojo rodno Ljubljano prišel oziroma se je vanjo vrnil mojster Jože Plečnik. Letos praznujemo 150-letnico rojstva našega velikega mojstra Jožeta Plečnika, ki je tako zelo pomembno in dragoceno zaznamoval našo Ljubljano. In nekoč je mojster Plečnik dejal: ne slava. Delo je tisto, ki nas popelje na krilih večnosti. Delo in rezultati so tisto, česar nam nihče ne more vzeti. In zdaj se bomo poklonili delu in rezultatom ter srčnosti prejemnikom nagrad Mestne občine Ljubljana. Nagrajenci boste ob zaključku te naše slovesnosti prejeli skulpturo Aretej akademskega kiparja Stojana Batiča. Zdaj, medtem ko bomo brali obrazložitve, pa lahko sproščeno uživate v dvorani. Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 mestu žensk.
Društvo za promocijo žensk v kulturi, Mesto žensk, deluje od leta 1996. Njegov osrednji istoimenski mednarodni festival sodobnih umetnosti pa bo letos doživel že 27. izdajo. Eden izmed najbolj prepoznavnih feminističnih umetniških festivalov obravnava različne družbeno-politične tematike ter na ta način ikonično bogati mestni prostor. Ob festivalskih aktivnostih se v društvu posvečajo tudi zagovorništvu in spodbujanju vprašanj na področju spola in enakopravnosti in enakosti žensk. Svojo specializirano knjižnico ter pedagoškimi programi in projekti mladim pomagajo razumeti, zakaj je vsak dan 8. marec. O njihovih dolgoletnih prizadevanjih na področju opolnomočenja in emancipacije žensk priča tudi več prestižnih mednarodnih nagrad. Iskrene čestitke. Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Gasilski brigadi Ljubljana. V teh dneh mineva natanko 100 let, odkar je tedanji ljubljanski župan odredil ustanovitev poklicne gasilske straže. 31. julija letos bodo ljubljanski gasilci v svojem dolgoletnem domu na Vojkovi cesti obeležili jubilejno 100. obletnico delovanja. V tem času je gasilstvo, ki s sodobno opremo, izkušnjami in znanjem odpornost mesta postavlja na najvišjo raven, postalo steber ne le gašenja požarov, ampak tudi vseh drugih oblik reševanja in zaščite. Najstarejšo poklicno gasilsko enoto v Sloveniji danes sestavlja 128 požrtvovalnih in srčnih gasilcev, ki so v 4 izmenah, organizirani tako, da so na vsako izmed približno 2000 letnih intervencij sposobni izvoziti v eni sami minuti. Ljudje na prvem mestu, ljudje na pravem mestu. Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Gregorju Jamniku. Soustanovitelj in prvi predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, podpredsednik Sveta Zavoda Turizem Ljubljana in član nadzornega sveta Slovenske turistične organizacije, je že več kot 25 let predan hotelir. V hotelu Slon je začel kot receptor, nato pa, zahvaljujoč njegovi vnemi in vizionarskemu pogledu, napredoval vse do njegovega generalnega direktorja. Pod njegovim vodstvom se je hotel zavezal standardom Best Western Premier ter vrsto let dosegal najvišjo zasedenost v Ljubljani. Menedžer in predavatelj, ki si je za življenjsko poslanstvo zadal implementacijo mednarodnih trendov in standardov v slovensko hotelirstvo, je občutno vplival na napredek in dvig kakovosti ljubljanskega turizma kot celostnega koncepta. Čestitke! Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 kavalirjem ljubljanskega potniškega prometa. Vozniki ljubljanskih električnih kavalirjev, vlakca Urbana in odlani tudi posebnega zdravstvenega vozila Klinika Kavalirja, že od leta 2008 prispevajo k blaginji in kakovostnemu življenju Ljubljančank in Ljubljančanov. So kavalirji v pravem pomenu besede, požrtvovalni, vestni, odgovorni in uglajeni. Skupina 19 voznikov, ki deluje v okviru LPP, v svojih vozilih mesečno prepelje tudi več kot 10 000 potnikov. Meščanom, turistom in obiskovalcem so na voljo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
Za posebno nepogrešljive so se izkazali med epidemijo, ko so bili vsak trenutek na voljo starejšim, bolnim, otrokom in drugim najranljivejšim skupinam, ki so potrebovali pomoč pri mobilnosti. Čestitke! Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 Biserki Marolt Meden. V neumorni borki za boljše življenje najranljivejših družbenih skupin je želja po prostovoljstvu in pomoči ljudem tlela že od mladih nog. Njen prvi večji projekt je bil posvetni materinski dom v Sloveniji. Nato se je podala v dolg in naporen boj za novo pediatrično kliniko, danes pa se kot predsednica društva Srebrna nit zavzema za dostojno starost in pravice najstarejših. Predsedovala je različnim združenjem za pomoč otrokom ter bolnim in socialno šibkim. Zadnji 2 leti pa je kot aktivna državljanka glasno opozarjala tudi na zlorabljanje epidemije v politične namene. Velja za eno izmed najbolj srčnih žensk v slovenskem prostoru. Kjerkoli deluje, zaradi svoje izjemne predanosti pušča neizbrisen pečat. Čestitke in hvala. In vsem nagrajencem v čast in vsem nam v veselje bo zdaj spet zazvenela glasba izpod prav posebnih prstov. Nastopil bo izjemno nadarjeni mladi pianist, kar čudežni deček ga imenujejo, to je Izak Hrovatin. Izak bo zaigral finale prve Beethovenove sonete opus 2. In Ludwig van Beethoven je povezan tudi z našo Ljubljano. Leta 1819, natanko leto dni po prvi izvedbi njegove pastoralne simfonije v Ljubljani, je postal eden od častnih članov filharmonične družbe. In tej je slavni skladatelj celo poslal prepis partiture z lastnoročnimi popravki, ki je shranjena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. In kdo ve, če ne bomo nekoč podobno kot danes o Beethovenu govorili o Izaku Hrovatinu.
Vsekakor bomo o 12-letnem Izaku Hrovatinu še slišali. V zahvalo za vse neizmerno dragoceno, kar svojim delom in življenjem poklanjata mestu in ljudem, bomo zdaj slavnostno podelili naziva častna meščanka in častni meščan Mestne občine Ljubljana. Zato z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabiva župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića in gospo Nado Verbič, predsednico Komisije za priznanja Mestne občine Ljubljana. Častna meščanka in častni meščan bosta prejela tudi portret, umetniško delo akademskega slikarja Rudija Španzla. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, Mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 filozofinji, sociologinji, pravni teoretičarki in intelektualki z mednarodnim ugledom, profesorici doktorici Renati Salecl. Pozorna opazovalka in razlagalka družbe, kritična do vseh vrst nasilja, nestrpnosti in avtoritarnosti. V svoji več kot 30-letni poklicni poti ves čas odpira teme, ki so iz različnih razlogov potisnjene v ozadje, ter preizprašuje koncepte, ki veljajo za družbeno normalne. K razmisleku in diskurzu vabi priznane strokovnjake z raznovrstnih področij ter tako usmerja in narekuje razvoj najrazličnejših specializiranih vej sociologije, filozofije, psihoanalize, prava in kriminologije. Svojim znanstvenim prispevkom in interdisciplinarnim pristopom bogati tako družboslovne kot humanistične vede. Njen bogati opus obsega več kot 500 enot, med njimi preko 200 izvirnih strokovnih člankov in 10 monografij. Zahvaljujoč jasnim in odločnim stališčem, v katerih aktualne tematike tesno prepleta z zahtevnimi teoretskimi uvidi, znanstveno svetnico na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, redno profesorico na Univerzi Birkbeck v Londonu, članico SAZU in nosilko naziva Slovenka leta, v svoje predavateljske vrste pogosto vabijo številne ugledne mednarodne institucije. Iskrene čestitke. Preden pa častno meščanko povabimo k nagovoru, pa si oglejmo še njen portret. In zdaj, spoštovana častna meščanka Ljubljane, ljudno vabljeni k besedi. Hvala lepa. Res sem bila presenečena nad to nominacijo, ker velikokrat, ne vem, teoretiki, ki se ukvarjamo s takšnimi zagatnimi vprašanji, kam gre družba, kaj se dogaja s posameznikom, nekako, ne vem, nismo tako zelo vidni v splošni javnosti. Ko sem mojim prijateljem v tujini nekako poskušala razložiti, kaj to pomeni, so mi vsi rekli, aha, to pa pravzaprav ti pomeni, da ti si dobila ključ mesta. Namreč v Ameriki in v Angliji to čast imenujejo, da ti bi dala možnost posedovati ključ. No, ko sem si pogledala, kaj to pravzaprav je zgodovinsko pomenilo, sem ugotovila, da so
s takšnimi častmi začeli v srednjem veku, ko so se mesta zaklepala. Namreč določenim občanom ali pa tudi določenim tujcem so dali ključ, da so lahko ti ljudje prihajali v mesto tudi po noči. Namreč, če so veliko potovali, so si lahko odklenili mestna vrata, ki so bila zaklenjena in nekako prišli in odhajali svobodno. Skratka, dobiti ključ mesta je v bistvu pomenilo biti svoboden oziroma dobiti neko čast, da si pravzaprav lahko res privoščiš neko svobodo prihajanja in odhajanja. Jaz zelo rada potujem in tudi moje delo me vodi na različne konce sveta in vedno se rada vračam nazaj. Pravzaprav Ljubljano najlepše vidiš od zunaj, takrat, ko jo pogrešaš, takrat, ko se pravzaprav zavedaš, kakšno lepo, mirno, urejeno mesto z izjemnimi ljudmi je. Ampak ob vseh teh lepih stvarih, o katerih je danes župan govoril, vseh novih stavbah, ki jih gradimo, ki smo jih že zgradili, prečudoviti prenovi mesta, ki smo jo doživeli v teh zadnjih letih, desetletjih, pa ne smemo pozabiti, da se vse to lahko v trenutku nekako zruši. Samo kakšen dron, kakšen bomba ali karkoli pride in vse to lepota pravzaprav lahko gre v nič. To, kar recimo danes opazujemo nedaleč od nas v Ukrajini. Zato ob tem dnevu, ko se spominjamo dneva zmage nad fašizmom, ne smemo pozabiti nevarnosti novih vojn, novih konfliktov. Ko sem se pripravljala na današnji dogodek, sem ponovno pogledala en star tekst, eno dopisovanje v začetku 30. let, pravzaprav je zdaj dejansko že 90 let od takrat, bilo je 32. leta, ko sta si dopisovala Sigmund Freud in Albert Einstein. Albert Einstein, kot veliki znanstvenik, je Sigmundu Freudu napisal eno dolgo pismo in je rekel, zakaj se naša družba še vedno ukvarja z nevarnostjo vojne. Zakaj ni več ljudi pacifistov? Einstein je rekel, prihodnost si predstavljam tako. V prihodnosti bojo ljudje še bolj pametni, kot smo mi. Imeli bojo več kulture, več tehnologije, znanost se bo izjemno razvijala. Jaz si predstavljam, da družba nikakor v prihodnosti ne more iti v ponovne vojne. Ampak zakaj ne bi pravzaprav mi malce pospešili pacifizem? Kakšen je odgovor vas, psihoanalitik, ki se spoznate na dušo ljudi, na to zagato, da se ljudje še vedno borijo? Freud je precej pesimistično odgovoril. Rekel, ja, mogoče bojo res ljudje v prihodnosti še bolj pametni, kultura se bo še bolj razvijala, tehnologija vsekakor. Mogoče je celo res, da se bojo manj bojevali drug z drugim, ampak nevarnost je, da bojo pravzaprav še bolj agresivni do samih sebe. Lahko, da se bojo še bolj mučili sami sebi, da bojo še bolj trpeli. Danes vidimo, da sta pravzaprav oba bila celo še preveč optimistična. No, da dodam, Einstein je potem odgovoril na Freudovo pismo, rekoč, jaz razumem, da se morda ljudje žrtvujejo za neke pozitivne cilje, recimo, da žrtvujejo življenje za mir, težko pa razumem, da žrtvujejo svoje življenje za neke cilje, s katerimi se pravzaprav niti ne identificirajo, recimo za vojno. Zato je rekel, edini način, da prenehamo z vojno, je, da ljudje ne bodo več želeli iti v vojno. In dejal je, jaz bi tudi v šolah ne učil več o vojnah, ampak jaz bi učil predvsem o miru, o pomenu pacifizma. Danes vidimo, da ne samo, da obstaja vojna in nevarnost razširjanja te vojne,
Soočamo se tudi s situacijo, ko ljudje izjemno trpijo. Ljudje trpijo zaradi razcepov v družbi, ljudje trpijo zaradi povečanja samopoškodovanja, odvisnosti, izgorelosti, zaradi neoliberalističnih idealov uspeha. Ljudje trpijo zaradi neenakosti in močno trpijo zaradi naraščanja avtoritarizma. Zelo sem vesela, da smo z zadnjimi volitvami preprečili to, da gre Slovenija v avtoritarizem. Z vsemi silami se moramo boriti za mir, za demokracijo, za človekove pravice, za izboljšanje enakosti med ljudmi in za izboljšanje mentalnega stanja družbe. Zelo vesela sem bila, da bodoči premier ne bo uporabljal Twitter. Namreč Twitter je sprožil izjemen porast nasilja, netolerantnosti in še posebej nek dvom v to, kaj sploh je resnica, kaj so dejstva, neko pišmo-uhmestvo, proti čemur smo se zadnjih 2 let na ulicah v petek borili, proti čemur se bo nadaljevala boriti civilna družba, proti čemur se pravzaprav moramo boriti vsi. Nedavno sem imela čast, da v Mladinskem gledališču nastopam z eno majhno dramo v seriji filozofskih esejev, ki sem jo poimenovala Samo paranoiki preživijo. Danes bi spremenila ta naslov v naslov Včasih tudi paranoiki izgubijo. Hvala lepa za to čas. Mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 legendi slovenskega gledališkega odra ter radijskih in televizijskih valov Juriju Savčku. Nosilni steber slovenskega sodobnega gledališča. Igralec, režiser in pripovedovalec se je že kot študent odmaknil od ustaljenih tradicionalnih kolektivnih praks ter svojo značilno, premišljeno in samostojno igro slovenskemu teatru vdihnil svež, sodoben pečat. Talent in igralski karakter je pilil na odru 57 in v drugih eksperimentalnih gledališčih. 4 desetletja je bil stalni član ljubljanske Drame. Ustvaril je več kot 150 igralskih vlog ter obveljal za izrazito karizmatičnega igralca. Uveljavil se je tudi v filmih, v številnih radijskih in televizijskih igrah ter vdihnil življenje več kot 1000 risanim junakom. Za neprecenljiv prispevek k svoji umetniški zvrsti je prejel vsa najvišja priznanja, med drugim tudi Borštnikov prstan in Ježkovo nagrado za življenjsko delo. Glas našega otroštva in stas številnih slovenskih odrov tudi pri častitljivih 93 letih še vedno
Če torej nadaljujem z obrazložitvijo, mladenič 93 let še vedno navdušuje z enako energijo in hudomušnostjo, ki je osvojila srca najrazličnejših generacij otrok in njihovih staršev, ter kot živa legenda dokazuje, da ima Smoletova Antigona prav. Človek je to, kar je v življenju počel. Iskrene čestitke. Spoštovanega gospoda župana pa vabimo, da odkrije še portret častnega meščana. Spoštovani častni meščan Ljubljane, gospod Jurij Savček, izvolite, beseda je vaša. Najprej bi se razspomnil, da ima 10. maja Ivan Cankar rojsten dan. 10. maj, to je kmalu. No in v njegovem imenu bi najprej rad povedal par besed. In to, kar si misli o državi in o narodu. On reče, na primer, močan si, o slovenski narod, 1500 let krvaviš. Izkrvavel nisi. Narod mehkužnik bi dušo izdihnil. Še sveče bi mu ne žgali. Še bil bi mu ne peli. Ti pa 1000-krat ranjen, v trpljenju utrjen. Ti komaj zmaješ z rameni pod težko sovražno pestjo in praviš, nikar te, ta burka je stara že 1000 let. No in zdaj pa še malo za župana. O Ljubljani. Ko stopi Romar v Ljubljano, večja in lepša mesta so na svetu, ali vendar ti ni enakega pod nebom. Pozdravljena ti kraljica veselja, ti mati vseh sladkosti, ti botrica prešernih ur, ravno na sredo vseh težav in nadlog te je postavila nebeška modrost. Luč v temo, zeleno trato v pustinjo. Romar pride, Romar 900-krat z 99 težavami obremenjen pride Romar v Ljubljano, ko se poslavlja, si mu odzela 98 bremen. Tako je rekel. Tako je rekel mojster. Zdaj pa bi moral skoraj brati. Na pol. Govor. Se boste usedli, gospod župan? Ali bojo fotografi tamle? Takole je. Spoštovani, to je stran 1, 7 minut so rekli, vse imamo čas. Vesel sem, da se lahko zahvalim komisiji za imenovanja, predlagatelju in seveda županu za čast, ki jim mestna občina Ljubljana podeljuje. Jaz namreč zastopam generacijo, ki je imela ob osvoboditvi Ljubljane
torej v času, ki ga zdaj slavimo, 16 ali manj let. Na dan osvoboditve sem stal na Čopovi v koloni osvoboditeljev, zasuti s cvetjem in cigaretami, privrčevanimi med vojno, in iskal znance in sošolca, za katera sem vedel, da sta bila v partizanih. Nisem jo našel v tej koloni. Navdušen nad svobodo sem takoj 11. maja šel v Roško kasarno in se vpisal med majske hrošče. In se tako pridružil partizanom. Dodelili so me v prvo slovensko artilersko brigado 14. divizije, ki je zasedla od Nemcev izpraznjeno kasarno blizu Kramja. Tam smo podedovali nekaj orožja, stenice in 105 mm topove z njihovo konjsko vprego vred. Postal sem nišančija kot topa in še na pol civilu za stražo v bunkerju pri vhodu v kasarni in stražo v skladišču streliva v bližnjem gozdu in taborišču zajetih nemških ujetnikov, ki so se nam predali ali pa smo jih zajeli. Od tam sem še s 3 kolegi študenti in enim pravim vojakom v angleško-partizanski uniformi osvobodil bližnji kraljevski dvorec Brdo, ki bo zaklenjen z velikim ključem. Temu edinemu pravemu partizanskemu tovarišu, vojaku iz leta 1943, ki nas je trojico majskih hroščev spremljal, je ključ izročil hišnik, ki je bil postrojen s familijo pred vhodom v grad. No, po 6-mesečnem služenju vojaščine sem se vrnil v šolo, končal šolo in bil knjigovodja v Sarajevu. To je bil državni dekret zaradi bratstva in edinstva. Potem sem bil pri Putniku, srečno sem bil sprejet kasneje na AIU, še kot študent Akademije igralske umetnosti. Sem bil zraven pri vseh začetkih Radia Ljubljane, ki je delovalo nad Dajdamom. V pasaži Nebotičnika je bil vratar in tem si takoj v kuverti dobil honorar. Bil sem sprejet v Dramo, preživel sem do 40 let slave in kot predsednik samoupravljanja tudi precejšnje krize. Z Mileno, Hano in Gašperjem in Lejko rad delim današnjo čast in hvaležen sem jim, da mi stojijo ob strani, tudi zdaj, ko se opiram na palico, ki sem jo podedoval po igralcu Maksu Furjanu. Rad bi se spomnil tudi kolegov, igralcev in vseh tistih ljudi, gledaliških seveda, s katerimi smo jasno za svoj denar delili gledališke avanture. Nekateri od njih bi zaradi zaslug za Ljubljano lahko mirno stali tukaj poleg mene. Še enkrat hvala, da ste me, upam, zares potegnili iz mirujočega stanja nazaj v službo kulturi, ki bom poskušal biti zvest še naprej, dokler me bo seveda marala. Hvala tudi velikemu umetniku Španzlu za portret, ki ga bom obesil v delovno sobo, kjer sta že Jakob Savinšek in prijatelj Tone Lapajne. Rad bi se vam zdaj na svoj način zahvalil s pesmico Janeza Menarta, ki se mi zdi najbolj primerna za današnjo slavnost. Pesem je podpisal še takrat, ko je bil živ in
kaj ne rečem, škoda ga je. Potem prišla je bela smrt in rekla je, bau, bau, šic sem slišal in že krt mi grob je porahljal. A duša je kot slab sonet zajadrala v jambu, svet, svet, svet in odšepala v sveta. In padla pred Boga. No, Janezek, je vzdihnil Bog, zdaj, ko je konec Rim, ko sklenil si življenjski krog, kaj s tabo naj storim? Res sem vseveden, glej, pa spet sprašujem se za manj, naj te na desno dam sedet ali na levo stran. Kako si rekel, ti bo Bog, zjaslal sem v duh, v svet. Kaj, zdaj še ti bi rad v kak blok me stlačil, kot prej svet? Priklical si me med ljudi, na tisti prah brez vest, kjer vsak najdela govori, kot mu veleva vest. In jaz zato sem vnel vse ves, a hladen bil je duš, za desne bil sem levi, pa za leve desna uš. Zato še zdaj me stresa srh, ko praviš o straneh. Ne maram teh, ne onih. In nočem v ceh. Vsaj ti mi pusti svoj obraz. Vsaj tukaj, o moj odrešenik, vsaj tukaj naj bom jaz res jaz, ne vrag in ne svetnik, dej me kam vmes. Kam vmes v območje vic, ki že doma sem v njih. Ne maram dak, ne perutnic, želim si le svoj stih. Z njim ti bom čast in slavo pel, tako kot vem in znam, in da te deum bo vesel, vmes še kakšen epigram. Žal, Janezek, je rekel Bog, tako ta stvar ne gre. Nebo in svet sta isti krog in možnosti sta dve. Tu, kakor tam, ni treh izbir. Izbiraj, kaj želiš. Ne moreš biti netopir. Povej, ptič ali miš? Lahko je tebi Bog. Glej, ti si zlit iz treh oseb in ker imaš obraze tri, na vse strani si lep. Prah z Bogom kregat se ne sme, je treščil grom besed. Če ti moj raj v račun ne gre, pa pojdi spet na svet. Počni, kar češ. Je zamrl, želim si le miru. Jaz pa sem iz groba vstal in zdaj sem zopet tu. In rimam. Svet ni črn, ne bel, ne žegnan, ne preklet in niti desni, niti lev. Ta svet je pač ta svet.
Naj bo dovoljeno pridodati besedam Janeza Menarta tudi Jurij Savček je pač Jurij Savček, profesorica doktorica Renata Salecl, oba pa častna meščanka in častni meščan Mestne občine Ljubljana. Nepozabne besede strani obeh so se zgodile na tem odru. Vse nagrajence takoj po zaključku slavnostne seje Mestne občine Ljubljana vljudno vabimo k fotografiranju. Ne pozabiti na to, da res ovekovečimo ta veliki trenutek. Vse vas, spoštovani gostje, pa vabimo seveda na pogostitev. Pogostitev bo letos na obeh straneh šotora in tudi za njim. Zaključili pa bomo tradicionalno s partizanskim pevskim zborom in znamenito Hej brigade, da nam bo lepo in toplo pri srcu. Spomnili in opomnili nas bodo, za nas ni pregrad in ne mej. In k temu pridodajmo še besede, tudi Ljubljančana, velikega Ivana Cankarja, ki, kot smo slišali, jutri praznuje rojstni dan, ne sovraštva, ljubezni je treba, tople in sočutne. Najlepša hvala in srečno! Mašinca za godinaj odmeva po sobi naš